Milost vam in mir od Boga, našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. V naši seriji Kristusove prilike imamo danes temo z naslovom Plevel. Zato pa pozdravljam tudi vse poslušalce preko interneta. Jezus je povedal to priliko o sejalcu s 4 različnimi sestavami tal, različnimi srci. Srce, ki je trda kot pot, zaprta, zaglenjen. Tudi seme, ki je padlo na kamnita tla in je tam, kjer je zelo malo zemlje, kar se hitro posuši. Tudi seme, ki pade med trnje in se zaduši. In seme, ki pade na dobro zemljo, ki prinese 30, 60, 100-kratni doprinos. Te različne sestave tal, ki jih je Jezus omenil, povedal, je pri poslušalcih tudi nekaj sprožilo. Ker naenkrat so se zavedali, to ima pa nekaj zveze z nami. In zatem je Jezus nadaljeval svoj govor in rekel: Z Božjim kraljestvom je kakor s človekom, ki vrže seme v zemljo, spi in vstaja, ponoči in podnevi, seme pa klije in raste, da sam ne ve kako. Zemlja sama od sebe rodi sad. Najprej steblo, potem klas, potem polno pšenico v klasu. Ko pa sad dozori, precej pošle srp, kajti prišla je žetev. Jezus tukaj nadaljuje to sliko, ki jo je že omenil o sejalcu, ampak sedaj dodaja še te misli, ko je srce, zemlja pravo, nato pa opiše, kaj se zgodi potem. Ta človek gre domov, spi. In medtem se nekaj v njemu dogaja, v njegovi zemlji. In čez nekaj časa vidite, kaj se zgodi potem. Kaj lahko torej ti storiš, da zrno vskali in zraste? Samo v dobro pripravljeno zemljo ga lahko vtakneš. Več kot to pa ne moreš storiti. Moč je v samem zrnju, v kalčku zrnja, v tako majhni stvari. V kalčku je vse noter. Tisto drugo v zrnju, tiste, česar je več, meljak, je neke vrste zalogovnik energije. Za kalček, zato da ima hrano. Torej meljak, to, kar mi danes uporabljamo za kruh, bela moka, to je v bistvu samo zaloga za kalček. Tista prava moč pa, vse informacije, tisti genetski material, pa je v kalčku. In od tam prodre zemeljska tla in zraste v rastlino. In tako lepo je, ko Jezus to opisuje. Spi in vstaja, ponoči in podnevi, seme pa klije in raste, da sam ne ve kako. Pač raste. In to je zelo lepa prispodoba, slika tega, da rastlina raste sama po Božji moči. Vse, kar lahko storiš, je samo pripraviš zemljo. Samo upaš lahko, da bo. In isto je pri človeku. Če nekomu drugemu nekaj poveš, je to samo sejanje semena, Božje besede. Ampak da to potem pri nekomu tudi zraste, to pa spodbudi in stori Sveti Duh. Tukaj ti ne moreš storiti nič več. To stori nekdo, ki je višji od nas. Vsaka rastlina raste izključno po Božji moči. Tudi pri vsaki osebi, ki se spreobrne, je to delovanje Svetega Duha. Kar pa je zanimivega, posebnega pri sejalcu je to, da en del svojega premoženja vrže stran. Preda, ne? Ko seje, mora vršiti seme stran. Lahko bi to pojedel, to seme. Ampak to vrže stran, na zemljo, da bi tako kasneje dobil veliko večjo mero nazaj. Nekaj vrže stran in upa, da bo 30, 60 krat ali 100 krat obrodilo. V zaupanju,
To je tisto posebno. V resnici se odpove delu svojega premoženja, zato da bi kasneje dobil več nazaj. Trenutno pa ima manj. Tako je tudi na duhovnem. Nečemu se odpoveš, ampak zatem dobiš veliko več nazaj. Trenutno pa imaš manj. Ko Bogu vrneš 10, imaš manj trenutno v žepu. Seveda. Ampak s tem boš tudi bogato blagoslovljen. To je Bog obljubil. Gospod pravi: tako bo z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust. Ne vrne se k meni brez uspeha, temveč bo storila, kar sem hotel, in uspela v tem, za kar sem jo poslal. Božja beseda se ne vrne prazna. Izaija 55:11. Res lepa obljuba. In tale kalček v semenu, ki je sedaj v zemlji, to je prispodoba za začetek duhovnega življenja. In tudi razvoj rastline, torej prvo bilka, klas in na koncu končno žito. Ves ta proces je prispodoba krščanske rasti. Vse to skupaj pa bi lahko opisali kot posvečenje. To je nekaj, kar traja celo življenje, kot pri pšenici. Prvo je bilka, nato klas, potem pa končno žito v klasu. Torej zrnca v klasu. Kaj moramo pa storiti mi? Tako kot je rastlina ukoreninjena v zemlji, naj bi bili ukoreninjeni tudi mi v Kristusu. In tako kot rastlina sprejema vlago, dež, sonce, tako naj bi se tudi mi odpirali Svetemu Duhu. Božje delo namreč. Ne s silo in ne z močjo, temveč z mojim duhom, govori Gospod nad vojskami. Zahej 4:6. Kaj pa je potem sad tega procesa? Tisto, kar raste v zemlji. To je to, ko se Kristusovo bitje v tebi začne reflektirati. Ko postaješ tak, kakršen je bil on. In tako odsevaš njegov značaj. Postaješ vse bolj ljubeč. Si vedno bolj prežet z ljubeznijo, da bi rešil tiste, ki gredo v pogubo. To je ta sad. Prvo bilka, nato klas in na koncu žito v klasu. Tako to vse skupaj raste. Marko Evangelij 4:28. Kristus si želi, da bi bil v tvojem srcu upodobljen. In to se tudi zgodi v tistih, ki se mu odprejo. Jezusov sledilec bo drugače delal stvari, kot jih je morda do sedaj. Enkrat sem to doživel, ker je bila neka diskusija in je rekel: jaz zdaj grem in nikoli več ne pridem. To se je zgodilo v cerkveni skupnosti. In potem se je oglasil nek že starešina te skupnosti in je rekel: ne se imeti za tako pomembnega, ne se imeti za tako pomembnega. Oni drugi pa je bil čisto napičen. Glej na Jezusa. Ne imeti sebe za tako pomembnega, raje imej Jezusa za pomembnega. In tako se je tisti gospod usedel nazaj na svoje mesto. Če imamo sebe za pomembne, potem smo utesnjeni in kaj veš še vse, užaljeni, zagrenjeni, utrjeni zaradi nekaterih malenkosti. Ampak če jemlješ Jezusa za pomembnega, potem pa stvari postanejo drugačne. Vse. Ne se imeti za tako pomembnega. Potem te stvari ne bodo prizadele. In potem Jezus pripoveduje naprej. Nadaljeval je še z eno prispodobo in to je ta zgodba o plevelu. Rekel je: nebeško kraljestvo je podobno človeku, ki je posejal dobro seme na svoji njivi. Spet ta slika. Prva slika, 4 različne sestave tal. Druga slika,
da raste, da niti ne ve kako, samo od sebe. In sedaj pa ta slika. Medtem, ko so ljudje spali, ko je seme že bilo posejano v zemljo, je prišel njegov sovražnik, zasejal ljulko med pšenico in odšel. Ko je setev zrasla in šla v klasje, se je pokazala tudi ljulka. Matej 13, vrstice 24 do 26. Kako jim je Jezus torej razložil te slike, prispodobe? Kaj to pomeni? Pride sovražnik in vseje pleve med tisto, kar je dobro. Isto poglavje, 38. vrstica. Njiva je svet. Aha, torej dobro. Torej, delovanje njegove cerkve v tem svetu. Dobro seme so sinovi kraljestva. Dobro seme so otroci nebeškega kraljestva. Ljulka pa so sinovi hudobnosti. Jezus tako uporablja iste slike prispodobe za različne razlage. Prej je bilo seme Božja beseda, sedaj pa so seme otroci nebeškega kraljestva, si verni. Plevel pa so otroci zla. Sovražnik, ki jo je zasejal, Julko namreč, pa je hudič. Plevel prihaja od Satana. Ljulka so torej tisti, ki v sebi gojijo zmoto in napačna načela. Nespreobrnjeni so. Tu je plevel. Dobro seme pa so tisti, ki so rojeni iz resnice Božje besede. In to in ono seme skupaj raste do žetve. Vedno so obstajali ljudje, ki so videli tako julko kot pšenico skupaj, a ne? In so rekli, ven, to je treba ven potegniti. Jezus pa pravi, nikakor, je dejal, da morda med pobiranjem julke ne izpulite z njo vred tudi pšenice. Pustite, naj oboje skupaj raste do žetve. To je pa zdaj čudno. Jezus pravi, naj pustimo, da oboje raste. Skupaj, do žetve. Ja, zakaj pa to? Se to omejuje rast pšenice, tega, kar je dobro. Jezus nam ni dal naloge, da se igramo sodnika. Ni nam dal naloge, da bi sodili značajske lastnosti ali motive vernika v naši skupnosti. To ni naša naloga. Kaj vendar gledaš iver v očesu svojega brata, bruna v svojem očesu pa ne opaziš? To je Jezus rekel. Ne sodite, da ne boste sojeni. Jezus našo naravo še predobro pozna, da bi nam zaupal tako nalogo, da bi sodili druge. Ker bi se dostikrat zelo pogosto zmotili. Ker mi sicer menimo, da vemo, to je točno tako. Tako on misli in razmišlja. Menimo, da je tako. A pa je tako? Obstaja verjetnost, da ravno te ljudi, ki se nam zdijo brezupni primeri, katere Jezus ravno sedaj kliče k sebi. In mnogo teh, kateri same sebe ocenjuje kot primerne kristjane, bodo na koncu prelahki. In na novi zemlji bomo srečali mnogo teh ljudi, za katere si ne bi nikoli mislili, da bi sploh lahko prišli v nebesa. Tako se bomo čudili nad dejstvom, da ni nekaterih, za katere smo menili, da pa bodo tam. Mi se motimo. Človek namreč vidi, kar je pred očmi, Gospod pa vidi v srce. 1. Samuelova knjiga, 16. poglavje, 7. vrstica. Ljulka in pšenica naj bi v cerkveni skupnosti rasli skupaj do konca časa milosti, preizkušnje. Jezus je tako storil tudi s Satanom.
V nebesih je povzročil vojno in tako je bil brcnjen ven iz nebes. In Jezus bi lahko Satana s tako lahkoto uničil, tako kot mi vržemo kamenček na zemljo. Satan še živi samo zaradi Kristusove moči. Ko mu bo to moč odvzel, potem bo umrl. On je namreč ustvarjen angel, sicer zelo talentiran angel. Ampak ko se bo Jezus odločil, potem bo tega konec. Kaj je torej storil Jezus? Dopušča, da zraste do konca. Predal mu je en planet in rekel je, ja, zdaj pa deluj, bomo videli, kaj bo z tega prišlo. Sedaj lahko pokažeš to, kar znaš. Na tej zemlji. Bomo videli, kaj bo iz tega. Satanu je dal čas preizkušnje. Če bi Jezus Satana takoj uničil, bi mnogo izmed teh angelov si mislili, ojej, torej če se kdo postavi proti njemu, potem ga hitro neki tepe. Ja, torej, verjetno je nekaj na tem, kar je Satan rekel. Morda Bog res ni tako ljubeč, kakor se nam zdi. Tak scenarij bi se lahko odvil v nebesih. Zato pa je Jezus dal Satanu čas, da vse zraste do svojega sadu, da vse, kar je v njemu, da se pokaže do zori. In na križu se je mnogo pokazalo. Vsa bitja v vesolju, ki so to videla, so bila nad tem dejanjem šokirana. Ko je sina najvišjega z vso jezo dal ubiti. Takrat so angeli bili šokirani. In to kako? Takrat se je pokazalo, kdo je Satan v resnici. Sedaj so vsi vedeli, kakšen je in kaj razmišlja. Eno je to, kar nekdo govori, in drugo je to, kar nekdo počne. Vedno so ljudje bili nagnjeni k temu, da bi plevel zruvali ven. Ampak to bo storil Bog, kot Ananija in Safira, prvi krščanski skupnosti. Bog je storil, da sta umrla. To ni bilo potrebno storiti ljudem. V prvi krščanski skupnosti so bili ljudje, ki so zašli. Demas. Pavel je rekel, da je ta vzljubil svet in me je zapustil. Juda Iškariot je bil celo med najožjimi, med 12. Izdal je Jezusa in na koncu se je ubil. V srednjem veku je rimokatoliška cerkev drugače verujoče označila kot heretike. In za njih je cerkev jasno rekla, da jih je potrebno ubiti. Drugi pa so rekli, če smo ali nismo heretiki, pustimo zdaj to. Ampak tudi če bi bili heretiki, nimate pravice, da nas polite ven, da nas ubijate, da nas kurite na grmadi. Ker Jezus je rekel, naj oboje skupaj raste do žetve, da ne bi z ruvanjem plevela zruvali tudi pšenice. Vi menite morda, da se sedaj temeljito pleje, na koncu pa izruvate tudi tisto, kar je dobro. Te, ki so bili preganjani, so stopili s podobo, argumentirali in so rekli, tukaj piše, pustite, da naj oboje skupaj zraste do žetve, tako pšenica kot tudi plevel. Ne pulite ven plevela, je rekel Jezus. Tega seveda niso upoštevali. Božja beseda jih ni zanimala. Na inkvizicijskih sodiščih je rimska cerkev pobila na tisoče, 100 000, milijone ljudi. In to vse v Božjem imenu. In to samo zato, ker so rekli, to je heretik. Kot na primer Jan Hus, ki je dobil obljubo cesarja, da mu nič ne bo storil. Rimski poslanci pa so mu rekli, ja, heretiku ne rabeš tvoje obljube držati, ubij ga, skuri ga. In ta cesar, bedak, je to tudi storil. In od tega je že 600 let. In v vseh zgodovinskih knjigah to tudi piše, kako je cesar Sigismund pordečel, ko je Hus rekel, ti si dal svojo obljubo, da se mi ne bo nič zgodilo, ko grem na zagovor.
Seveda mu ni rekel ti, ampak je rekel cesar, vaše visočanstvo. Vsebina je bila pa ista. Jezus nas tako poziva, da imamo tudi mi isto prizanesljivost do drugih, do tistih, ki se motijo, tako kot je to storil tudi on. Kar je bistveno za večnost, je to, da imamo pravi značaj. Še to je jasno, da Julka nikoli ne bo postala pšenica. Plevel je plevel. In zanimivo je, ko oboje vzklije, dokler je še vse zeleno, potem zgleda plevel pšenici zelo podoben. Šele kasneje se oblikujejo ušesa na rastlini, ko se tvori klasje, potem prepoznamo razliko, kaj je pšenica in kaj je plevel. In na koncu bomo videli razliko med temi, ki služijo Bogu, in temi, ki ne služijo Bogu. Takrat bo to postalo jasno. Na srečo bo Kristus sam odločil, kdo lahko ostane z njim, kdo ostane z njegovo kraljevsko družino. To je prepuščeno njemu. Samo njemu. Pa če tudi je mnogo ljudi zapisanih v cerkvenih knjigah, ne bodo tam. In kar nekaj ljudi bo, ki niso zapisani v cerkvenih knjigah, pa bodo v nebesih. Ker je ta oseba v svojem srcu na pravi strani in nebesa so si to zabeležila. In na koncu bo tako, da bo poslal svoje angele in oni bojo zbrali vse, kar je za odpad, za vse te, ki delajo krivico. Te bodo vrgli v peč. Takrat bo plevel odstranjen. Takrat bo jok in škripanje zobmi. Matej 13, vrstica 41-42. Naj oboje skupaj raste do žetve. Vse se bo razodelo. Kako nam dobro dene, da imamo takšnega odrešenika, ki nam daje take nasvete. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, kako fascinantno, da seme samo vzraste in niti kmet ne ve, kako to deluje. Leto za letom. Jabolko samo doraste na drevesu. Na začetku malo in kasneje vedno večje. Hruške, marelice, češnje in vse ostalo. Vse jagodičevje. Jagode, borovnice, maline, robide. Preprosto rastejo. O, kako velik si ti, Gospod. Niti ne vemo kako. Ampak vidimo to, da raste. In tako doživljamo to tudi v duhovnem. Tu in tam, oni in drugi. Kar naenkrat se ljudje vnamejo za tebe. Ne vemo kako, ampak to je tvoje delo. Hvala ti za to, Gospod. In hvala, da si nam povedal, da naj oboje tako plevel, kakor pšenica, dobro, skupaj raste do žetve. Da mi tega ne bi predčasno izruvali, ker če bi se mi začeli igrati sodnika, potem postanejo stvari nevarne. Naj ti bo hvala, Gospod, za tvojo dobroto, za tvojo milost in zvestobo. Amen.